Lepo pozdravljeni v naši oddaji Aktualni dogodki. Danes bomo govorili o prihodnosti študentov zakonskih in družinskih študijev in študentov zakonske in družinske terapije, torej ZDŠ in ZDT. Zato smo danes k nam povabili izredno profesorico dr. Sašo Polak-Lukek, ki je pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije. Ter se poleg tega udeležuje tudi razprav o osnutku zakona o psihoterapevtski in klinično-psihoterapevtski dejavnosti. Gospa profesor, lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Začela bi kar z aktualnim vprašanjem. Kako trenutno kaže zakonom o psihoterapevtski in klinično-psihoterapevtski dejavnosti? Ja, kot je verjetno znano, je bil zakon o psihoterapevtski dejavnosti poleti v javni obravnavi. Na ta osnutek zakona smo tudi iz Teološke fakultete podali vrsto pripomb in predlogov za dopolnitev, tako da se zdaj verjetno zakon znotraj Ministrstva za zdravje in tudi medresorsko usklajuje. Mi pričakujemo, da bo zakon sprejet v tem mandatu vlade. To je tudi ena od prioritetnih nalog Ministrstva za zdravje, kot razumemo. Tako da pričakujemo, da bo zakon sprejet v tem letu. Vsi strokovnjaki na področju psihoterapije si resnično prizadevamo, da bi končno prišli do zakona o psihoterapevtski dejavnosti, predvsem zato, ker edino z zakonom lahko zaščitimo uporabnike psihoterapevtskih storitev, ki so trenutno zelo nezaščiteni na trgu pomoči na področju duševnega zdravja. Seveda pa si zavzemamo, da bi bil zakon tak, da ne bi bil izključujoč. Predvsem si na Teološki fakulteti prizadevamo oziroma poudarjamo pomen akademskega izobraževanja na tem področju. Želimo, da so tudi naši izobraževalni programi vsaj enakovredni, tudi vsem ostalim načinom izobraževanja na tem področju, se pravi, da se priznajo akreditirani študijski programi kot primerni za opravljanje psihoterapevtskega poklica. Seveda pa zakon ni v prvi vrsti namenjen to, da zagotavljamo poklice bodočim študentom, ampak je zakon, to bi rada poudarila, mora biti tak, da bo zaščitil uporabnike psihoterapevtskih storitev. In tudi mi, ko snujemo študijske programe oziroma ko sledimo vsem trendom, ki se dogajajo na tem področju, si prizadevamo, da naši študentje pridobivajo kompetence, ki jim omogočajo, da bojo res strokovno opravljali svoje delo. Zato mislimo, da mora biti zakon o psihoterapiji tak, da bo našim študentom omogočal delati kot psihoterapevti. Mi se bomo pa še vedno naprej borili in prizadevali zato, da bojo naši študijski programi res taki, da bojo delali kvaliteten, strokoven kader na tem področju. Je pa res, da se v medijih ustvarja velikokrat nek vtis, da smo strokovnjaki skregani med sabo, da nimamo skupnega jezika. Jaz nimam take izkušnje, kadar se strokovnjaki usedemo za skupno mizo s treznimi glavami, z neko željo po iskanju rešitev, se te rešitve tudi najdejo. In jaz verjamem, da bo tudi ta zakon, ki se pripravlja, ki se usklajuje in ko bo sprejet, tak, da bo odražal tudi sodelovanje med različnimi strokami, ker samo en tak multidisciplinarni pristop je res učinkovit in bo tudi na področju duševnega zdravja naredil spremembe v smislu večje koristi za ljudi na splošno. Hvala. In a so zaradi zakona ali sicer v načrtu kakšne posodobitve ZDŠ ali ZDT programov? Seveda, mi stalno posodabljamo in dograjujemo naše študijske programe. Nenazadnje nas v to, če lahko rečem, sili tudi naša služba za kakovost. Vsako leto evalviramo naše programe in iščemo in snujemo korake, kako bomo študijske programe nadgrajevali. In če samo pogledamo, kaj smo naredili na primer v zadnjih 5 letih, vidimo, da je veliko sprememb v naših študijskih
študijskih programih. Ne nazadnje, zdaj že drugo leto izvajamo nov študijski program na prvi stopnji Človek in medosebni odnosi, kjer lahko na smeri zakonska in družinska terapija ter svetovanje zdaj študenti že na prvi stopnji pridobivajo osnovna znanja, ki so potrebna za opravljanje psihoterapevtskega poklica. In v ta študijski program smo vpeli tudi profesorje medicinske fakultete, se pravi, se zavedamo pomena teh vsebin, ki so nam mogoče manjkala do sedaj in ki so potrebna za to, da ustvarjamo nek profil psihoterapevta tudi na naši fakulteti. Poleg tega na ZDŠ-ju, se pravi na programu zakonske in družinske študije na magistrski stopnji, naslednje leto razpisujemo tudi novo smer, to je dvopredmetna smer družinski študiji, kjer bojo lahko študentje študirali, se pravi dvopredmetno, na nepedagoškem študijskem programu Filozofske fakultete in na družinskih študijih na naši fakulteti. Tukaj spet se vidi naša tendenca k multidisciplinarnosti, se pravi, mi resnično prepoznavamo pomen strokovnjaka, ki ima široka znanja, ki lahko znanja različnih področij združi in tako lahko je nenazadnje se bolje lahko znajde potem v zaposlitvi in je tudi bolj fleksibilen pri svojem delu. In naslednja posodobitev oziroma novost, ki se tudi obeta v naslednjem študijskem letu, pa je še dodaten program izpopolnjevanja, specializacija iz družinske terapevtske prakse. To pa je, se pravi, kot nekakšen podaljšek našega izobraževanja z področja relacijske družinske terapije, ki je namenjen izključno pridobivanju prakse naših terapevtov. Se pravi, ko terapevti zaključijo svoje teoretično izpopolnjevanje, bojo potem na tem programu izpopolnjevanja lahko opravljali prakso oziroma mi temu smo do sedaj rekli stažiranje. To so terapevti že sedaj opravljali, vendar v okviru Združenja zakonskih in družinskih terapevtov. Zdaj se pa to tudi premakne v okvir študijskega programa. Tako da to so novosti, ki so mogoče najbolj očitne, seveda se pa tudi znotraj učnih načrtov, posodabljanja vsebin, usklajevanja med različnimi predmeti vsako leto dogaja ogromno novosti. Nenazadnje tudi zdaj z novim prvostopenjskim programom se bo počasi renoviral tudi drugostopenjski in program izpopolnjevanja, da se bojo vsebine resnično nadgrajevale za študente in da bojo na vsaki stopnji študija lahko poglabljali svoje znanje in kompetence. In so kakšne potencialne težave, ki lahko doletijo trenutne ali celo pretekle študente ZDŠ in ZDT, da kljub končani izobrazbi ne bi mogli izvajati psihoterapije in ali obstajajo rešitve? Ja, tukaj se mi zdi, da moramo ločiti dve stvari. Nekaj je, se pravi, področje psihoterapije. Ta zakon bo uredil, kateri strokovnjaki lahko opravljajo psihoterapijo. Seveda nam vse mednarodne smernice in tudi mi mislim, da imamo dovolj močne argumente za to, da lahko trdimo, da je družinska terapija pristop v psihoterapiji in da lahko tudi študentje, ki se izobražujejo na teološki fakulteti, opravljajo družinsko terapijo kot obliko psihoterapije. Pojavljale pa so se tudi se pravi predlogi, da bi psihoterapija ostala zgolj znotraj zdravstva, se pravi, da bi lahko psihoterapijo opravljali psihiatri in klinični psihologi. V tem primeru seveda naši študentje ne bi mogli opravljati psihoterapijo, ampak še vedno, to poudarjam, naši študentje imajo javno veljavno izobrazbo, bojo po prvi stopnji družinski svetovalci, po drugi stopnji magistri zakonskih in družinskih študijev in po izpopolnjevanju bojo pridobili javno veljavno listino, da imajo končano izobraževanje iz družinske terapije. Tako da tudi če v zakonu psihoterapiji, kar seveda ne pričakujemo, se pravi, se naši profili ne bojo mogli vključiti, še vedno to ne pomeni, da ne bojo mogli opravljati poklica, za katerega so se izobraževali.
Konec koncev, kot večkrat mi poudarjamo, pridobijo javno veljavno izobrazbo, javno veljavno listino na akreditiranih študijskih programih in zakon ne more preprečiti, da nek študent Univerze v Ljubljani ne bi opravljal poklica, za katerega se je usposabljal. V tem primeru se bomo seveda mi prizadevali, da se poklic družinskega terapevta sistematizira na drugačen način. Ampak še vseeno jaz mislim, da, kot sem rekla, da so argumenti dovolj trdni, da bo psihoterapija tudi del da bo družinska terapija tudi del psihoterapevtske obravnave. V kakšni obliki, na kakšen način, bomo pa videli, ko pride zakon in seveda se bomo temu prilagodili in poiskali najboljše možne rešitve tudi za naše študente. Vsi zelo prizadevamo, da uredimo poklic in da za naše študente poskušamo oblikovati čim bolj varen prostor, potem ko bojo enkrat na trgu dela. Ja, in za konec bi vas še vprašala, kako sami vidite položaj zakonskega in družinskega terapevta v naslednjih 5-10 letih? Ja, jaz vidim svetlo prihodnost za profil družinskega terapevta. Mogoče žalostna plat te zgodbe je, da družba vedno bolj potrebuje družinske terapevte, da se v odnosih kažejo težave, ki so zelo raznolike in da imamo resnične težave v vsakdanjem življenju vsi pri spopadanju z nekimi, mogoče še pred leti, osnovnimi nalogami, danes pa nam predstavljajo lahko zelo velik stres in zelo veliko stisko. Tako da jaz mislim, da naša družba, pa družba nasploh, potrebuje družinske terapevte, predvsem potrebuje ljudi, ki bojo znali prisluhniti, ki bojo znali pristopiti, ki bojo empatični do stiske drugih ljudi. In jaz mislim, da take ljudi mi tudi ustvarjamo na teološki fakulteti. Ne nazadnje tudi to, da smo na teološki fakulteti, nam da še eno tako dodatno poslanstvo, da se res trudimo za to, da prebudimo tisto dobro v ljudeh in da znamo to deliti tudi naprej. In seveda sem optimistična tudi zaradi tega, ker naša katedra resnično se trudi slediti vsem smernicam razvoju na področju terapije. Smo vpeti v razne raziskovalne programe, sodelujemo na mednarodnih konferencah, tako da resnično ostajamo v stiku z razvojem tega področja in si prizadevamo, da se področje razvija tudi v Sloveniji. Tako da jaz sem zelo optimistična, tudi da naši študenti bojo imeli zaposlitve, da bojo znali videti priložnosti in jih izkoristiti in se približati ljudem tam, kjer to pomoč potrebujejo. Seveda pa je še kar nekaj treba narediti tudi na strokovnosti tega področja, na sodelovanju med različnimi strokovnjaki v Sloveniji. Slovenija je majhna in se res moramo naučiti sodelovati, ker se mi zdi, da edino tako smo lahko najmočnejši in najboljši. In tudi tukaj jaz vidim en velik potencial še v prihodnosti, da poskušamo še okrepiti sodelovanje, širiti naše znanje in tudi pridobivati znanje različnih drugih profilov, ki so tudi potrebni za to, da mi lahko svoj poklic opravljamo dobro in kvalitetno. Tako da se mi zdi, da po teh 20 letih naših študijskih programov in naslednje leto Frančiškanski družinski inštitut praznuje 30-letnico, tako da imamo že kar nekaj zgodovine in tudi z optimizmom in z veseljem gledamo naprej. Mislim, da imamo vsaj še enkrat toliko pred sabo. Gospa profesor, najlepša vam hvala za vse odgovore in za vaš čas. Hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji Aktualni dogodki. Nasvidenje.